kot že rečeno, slovenski prevod dela literarne zgodovinarke Sarah Bakewell v kavarni eksistencialistov s podnaslovom Svoboda, bit in marelični koktejli je izšel 2018. V izvirniku pa je naslov The Existentialist Cafe, Freedom, Being and Apricot Cocktails. Knjiga nas z naslovom vabi v kavarno Flor v Parizu, ki je bila znamenito zbirališče vodilne francoske inteligence v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja. Med njimi sta imela posebno mesto Jean-Paul Sartre in Simone de Beauvoir, ki sta načelovala mladim intelektualcem, navdušenim nad idejami nemške fenomenologije ter zdolgočasenimi nad okostenelostjo tedanje francoske filozofije. Ta skupina mladih si je ukrojila svojo filozofijo resničnega življenja. Gre torej za interdisciplinarno pripoved o zametkih, rojstvu in plodovitem življenju zlasti francoskega eksistencializma. Knjiga pa se posveča najpomembnejšim akterjem, ki so zasnovali to filozofsko-literarno gibanje ter zanj prispevali največ teoretičnih in poetičnih del. Glavni igralci te zgodbe so Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl in Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Karl Jaspers, Emmanuel Levinas, Maurice Merleau-Ponty, ob njih pa še številni slovenski liki, Hannah Arendt, Franz Brentano, Arthur Koestler in tako dalje. Knjiga nas torej vabi na fascinantno potovanje skozi prostore in gube intelektualnega gibanja, ki je tako bistveno zaznamovalo filozofsko, umetnostno in poetično zgodovino 20. stoletja. Z nami so danes profesor Boris Novak, ki je redni profesor na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete. Je tudi eden najpomembnejših slovenskih avtorjev in literarnih znanstvenikov, prejemnih številnih nagrad in avtor več kot 10 knjig. Potem imamo profesorico Tatjano Rozman, ki je magistra znanosti in profesorica zgodovine in filozofije na Prvi gimnaziji v Celju in doktorska študentka na programu teoretske psihoanalize na Filozofski fakulteti. V zadnjih 2 letih pa izvaja tudi cikel predavanj, ali lahko danes sploh še kaj počnemo s filozofijo. Potem imamo Anžeta Okorna, ki je tudi doktor filozofije, piše za Radio Študent, revijo Ekran in piše tudi gledališke liste. In seveda, last but not least, Lahko preskočimo. Vemo, kdo ste očitno. Odor je vaš, jaz bi vam kar prepustila besedo. Skratka, gre očitno za zelo zanimivo knjigo, tako da mogoče začnemo kar s tem pomenom mareličnega koktejla, ker se znajde v naslovu. Z alkoholom začel. Mogoče se pa res lahko navežem na to. Neslo je tako, da je raven slabe 4 leta od tega, kar sem jaz v istem prostoru od dokaj podobni zasedbi z malo manj občinstva doktoriral in sicer z disertacijo Pojem igre v filozofiji Gilles Deleuze. In od takrat načeloma sem s filozofijo do neke mere upravil, ampak zdaj hočem razložiti, do kakšne mere. Začel sem pisati na Radio Študent in se nekako, se mi zdi, razbremenil akademskosti, ki me je to takrat že kar močno pač dušila. In apropo temu se mi zdi, da pač marelični koktejl popolnoma paše v temo filozofije. No, to bo za enkrat. Pa zdaj, če kar jaz nadaljujem, kar se mi zdi posebej, mislim, na začetku za izpostaviti tej knjigi,
se kadarkoli je v igri Simone de Beauvoir, o njej govori kot o Beauvoirjevi. In to je mene v bistvu zmotil, ker je zelo zanimiv, ker ves čas nekako te vsem kljub temu, da to velja za neko spoštljivo obliko in sem se jo nekako naučen uporabljati, te potem, ko začneš razmišljati, da to govori v neki lastnini oziroma o imenu očeta, v neki reprezentaciji nekega moškega, vrže iz tera. To kot nek špik za samo prevajalko. Druga stvar, ko sem zadnjič z nekim kolegom z radia govoril o tej okrogli mizi in povedal, za katero knjigo gre, mi je navrgel, čakaj, ni to tisto, ki je tako kot Sofijin svet, sam za malo starejše. In na nek način se moram tudi s tem strinjati, kar pa sploh ni slabo. In zmer pomislim na Igorja Pripca, tudi profesorja z našega faksa, ki nam je v prvem letniku, mislim, da rekel, da ki je začutil rahel posmeh v svojem občinstvu, tukaj se treba zelo nazaj vzeti in v bistvu to akademskost, ki prihaja z narejenimi izpiti, pa to tudi malo zavrati, zategnati. Mislim, take vrste knjige lahko marsičemu pripomorejo. Zanimivo, kar se tiče obdobja od tega, kar sem se na nek način nehal ukvarjati s filozofijo, je to, predvsem pa z Deleuzeom, čeprav mi ves čas v tekstih za radio prihaja nekako v spredje, tako ali pa drugače hote, ali pa ne hote, je to, da sem ob branju te knjige prišel do Deleuzevih tekstov, v katerih v bistvu največ razmišljam, odkar sem z njim v narekovajih opravil. In to sta dva teksta o Alfredu Jarryju, francoskem dramatiku, piscu, absurdistu, satiriku, skratka in izumitelji pojma patafizika, ki se postavi ob bok metafiziki. In Deleuze v obeh tekstih piše o Jarryju kot o nekem predhodniku Heideggera oziroma o Jarryju kot nekem prekurzorju same fenomenologije. In za študente, ki se zdaj s tem ukvarjajo, jaz mislim, da je to, ki je Deleuze v določenih pogledih resnično že zlajnen, in gre vsem tako rekoč na živce, to pa je stvar, ki se mi zdi, jo je za raziskovati. Ker sam ne vem, ali sem se zmožen še tega lotiti. Druga stvar je pa članek od Deleuza z naslovom Bil je moj učitelj, v katerem jasno govori o Sartru. In jaz, če gledam za nazaj, marsikaj sem jasno tudi pozabil, ampak se mi zdi, da je bil sam Sartre zelo malo zastopan tako na dodiplomskem kot na podiplomskem študiju. In sem bil kar malo paf, to je nek, tako bi rekel, en omaž njemu, ki je bil izdan, Deleuzev omaž Sartru, ki je šel za časa njegove zavrnitve Nobelove nagrade. In me je v bistvu narad vrgel, koliko je tako rekoč vzel od njega, mislim, v kakšnem smislu mu je bil vse vodilo, mogoče pa, če bo kaj časa za to kasneje. Je pa res, da vsaj v tem članku pa se mi zdi, da bi skoraj mogla biti omenjena tudi Simone de Beauvoir, je pa ni niti z enim samim namigom. In recimo, če združimo ta naslov Bil je moj učitelj in en glavnih Deleuzevih konceptov, ki je postajati, podkategorija pa postajati ženska, če bi to združili,
bi bilo fajn razmišljati o v bistvu Deleuzeovem članku, ki je ne napisan, ampak ga je mogoče treba napisati, Bila je moja učiteljica. Mogoče tudi o tem kaj več. Kasneje, sam še ena stvar, pri Heideggeru sem pa pozabil, pa da malo to razrahljamo. Zanimivo je, ne, brati ob vseh kontrastih v njegovih mislih v Heideggeru. In blazno všeč mi je del, ko tako mislim, da je Sartre rekel, ne, da gospod ni imel značaja, dejansko, da ni imel značaja in pač v navezavi na vse njegovo simpatiziranje s nacizmom. Bi pa povedal eno anekdoto, ki sem jo pa enkrat slišal na predavanju Mladena Dolarja. In da je bil na neki konferenci, kjer so bili sami heideggerijanci in po konferenci se nekako malo bolj neformalno začnejo pogovarjati. In da je on v drugi smeri, ampak da se nikoli s Heideggerom ni mogel tako poistovetiti, da v celi njegovi filozofiji, ne, pač ni enega vica, ne, in se je razburil en od heideggerijancev, ne, da to pa ni res, da je, sam se ne spomne kje. Rektorat srede. Tragični vic. Tukaj bi naj govorili o kavarni zdaj, ali kako? Mislim, lahko tudi v kavarni. Ja. Seveda v knjigi, ne? Seveda v knjigi, ja. Torej, jaz moram povedati, da imam rezerve do te knjige. Ne? Tukaj so zelo dobre razlage, so pa seveda tudi neke očitne vrzeli. In sicer zadevajo vrzeli predvsem to vprašanje odnosa do nacizma, pri katerem moram reči, da jaz ne bi bil tako idealističen, ne glede Sartra, predvsem pa ne glede Simone de Beauvoir. Da v bistvu žal bodi povedano, ne, z vsem spoštovanjem do Simone de Beauvoir, da je bila novinarka Radia Vichy, takrat imenovanega Radio Nacional. In seveda treba je tudi povedati, da v nasprotju z legendo o Sartru, da je bil izjemno pomemben in angažiran v odporniškem gibanju, to ne drži. On je bil mobiliziran na začetku vojne, o čemer zelo natančno poročal v svojih dnevnikih Simone de Beauvoir. Na to sta se pa oba pravzaprav umaknila. In tisto, kar bi lahko rekli, mogoče v najboljšem smislu, da je šlo za neke vrste eskapizem. Jaz neprimerno bolj spoštujem tukaj Camusa, pesnika Renéja Charra, ki sta bila v oboroženem odporniškem gibanju. In v njem je bil tudi Samuel Beckett, kar je manj znano dejstvo, da je on v trenutku, ko je slišal, da je Francija okupirana, šel iz Dublina nazaj osvobajati Francijo in da je bil eden izmed najvišjih obveščevalnih oficirjev, z vsemi najvišjimi odlikovanji, tako francoskimi kot britanskimi. Tega on nikoli ni obešel na velik zmot. Sartre seveda ima velike intelektualne zasluge, tudi seveda umetniške, ker sta bili premieri njegovih iger Muhe in Zaprta vrata v okupiranem Parizu seveda pomembna dogodka. Ampak to je treba postaviti v pravilen političen kontekst okupacije. Za obe premieri sta mu dali dovoljenje okupacijska oblast in seveda so bili navzoči tudi nemški oficirji, da ne bo kakšnega nesporazuma vedeti. In Sartre si je svojo podobo odporniškega aktivista
pravzaprav izdelal šele v zadnjih dneh vojne, ko je pravzaprav na briljanten način poročal o bojih za osvoboditev Pariza. Te reportaže so pravzaprav njega naredile za odporniškega intelektualca. Tisto, kar se mi zdi, moram reči, zelo grdo, je, da sta oba na to Camusa, mislim Simone de Beauvoir in Sartre, Camusa na nek način izločila iz tega kroga levičarskih kritičnih intelektualcev, delno seveda zaradi očitne užaljenosti Simone de Beauvoir, ki je bila erotične narave, mislim, da ne bo nesporazuma, in seveda delno zaradi Sartrovega ljubosumja do Camusa. Tukaj seveda moram sam kot levičar in kot potomc pač partizanov, mnogih padlih, biti absolutno na strani oboroženega odporniškega gibanja in seveda ne tisti, ki so pravzaprav bili previdni. S tem nočem reči, da je Simone de Beauvoir počela karkoli seveda hudega, vendar je treba biti zelo na jasnem si, da ta leta ji ravno ne služi v čas. Tisto, kar je treba obenem seveda povedati, je, da je tisto, kar je posebej tukaj dramatično in tragično, pa je, da je pravzaprav pokazala izrazit hlad in pomanjkanje solidarnosti svojo študentko z liceja, ki jo je ona seksualno zapeljala. Ona je bila zaradi tovrstnih zadev tudi vržena z liceja kot profesorica. In da ko je ta študentka prišla k njej, bila je pa Judinja, da ji Simone de Beauvoir ni ponudila pomoči. Posledica je, da je ta uboga mlada Judinja končala v koncentracijskem taborišču smrt. Tisto, kar obenem seveda moram povedati, je, da je bila Simone de Beauvoir nedvomno ena izmed velikih figur 20. stoletja in da je njena nedvomna veličina tudi v tem, da se je bila sposobna iz lastnih napak tudi naučiti marsikaj in da jih je prerasla. Da je bila izjemno pogumna v zadevah, kjer so bili mnogi drugi zelo strahopetni. Naj tukaj omenim recimo predvsem eno izmed najbolj dramatičnih poglavij boja žensk v Franciji za svoje pravice in to je bilo gibanje za ukinitev kazni zoper splav. Za splav so bile namreč, abortus je bila namreč predvidena celo smrtna kazen in to se je recimo za tiste, ki so to izvajale, tako da je šlo za izjemno ostro, sadistično zakonodajo in v bistvu gre akciji Simone de Beauvoir in nekaterih drugih vrhunskih intelektualk in umetnic zgodovinska zasluga, da so s tem, da so se prijavile, da so imele same splav, pravzaprav zrušile ta zakon. To je ena izmed njenih velikih zaslug za feministično gibanje in za pravice žensk. Njene zasluge so nedvomno, kot je bilo že povedano, s tem delom drugi spol. Je ona mimogrede seveda tudi
gotovo, da vzpostavlja popolnoma novo obzorje razmišljanja in da po tej knjigi ni mogoče več o vprašanjih spola razmišljati na tradicionalen način. K temu bi dodal, da je izjemno pomembna tudi njena knjiga Starost, v kateri je pravzaprav kot prva obdelala fenomen staranja, z fenomenološkega, obenem pa tudi antropološkega in sociološkega stališča, da je v populaciji starih videla pravzaprav tretji svet, izkoriščane, ljudi, ki so porinjene na rob in da je z veliko etično državljansko gesto se temu postavila po robu. Tisto, kar je tukaj še posebej zanimivo, je, da je pri analizi tega vprašanja pritegnila tudi zelo natančne podatke o starostni populaciji v tedanji Jugoslaviji in tudi v Sloveniji, ki jo je ona na podlagi svojih obiskov v Sloveniji, predvsem na Bohinjskem jezeru, tudi dobro poznala. Sam bi, če recimo primerjam zdaj Simone de Beauvoir in Sartra, bi rekel, da je Simone de Beauvoir nedvomno večja figura. Sartre je izjemno pomemben, seveda, predvsem kot esejist, manj kot filozof, in seveda je zelo pomemben kot dramatik, manj bi rekel kot romanopisec, čeprav je napisal nekatere ključne in prelomne romane 20. stoletja. Imel je izjemno pomembne intervence, bil je recimo po drugi vojni seveda v določenih obdobjih ključen glas, obenem pa seveda ni mogoče spregledati določene popustljivosti v odnosu do stanja v Sovjetski zvezi. Mislim, da z današnjega stališča ni mogoče upravičiti njegovega radikalnega maoizma. Obenem pa seveda je bil fascinantna intelektualna figura, s sjajnimi literarno-zgodovinskimi, lucidnimi, zelo plodnimi analizami, predvsem Flauberta, Baudelairea, Mallarméja in seveda sjajno esejistiko nasledi Montaigne. Vse to se seveda ni dogajalo v praznem zraku, živeli so seveda bolj ali manj v kavarnah, v več kavarnah seveda, tam so tudi delali, pisali in tako dalje in tako dalje. Ta knjiga to nekoliko idealizira, dela iz tega en tak pomalen hollywoodski, kot skoraj malce osladno to hvali. Seveda je pa šlo tukaj za prelomne dogodke in ob tem seveda je treba, recimo, bi bilo treba analizirati tudi zgodovino podobnih fenomenov pri nas, kavarne Union, recimo pred drugo svetovno vojno kot recimo središča levičarjev, ali pa recimo šumi v času od konca 50-ih do konca 70-ih let, ki ga pač žal ni več, ki je igral v našem kontekstu neko podobno vlogo, kot seveda sta bila to Café de Flore in De Magot v Parizu v času eksistencializma. Toliko z nekaj. Najlepša hvala za ta zelo izčrpen komentar. Bi se kdo želel direktno navezati? Se mogoče jaz še malo z historičnega stališča. Namreč ta začetek kroga
pariških intelektualcev, ki se potem povežejo v ta eksistencialistični krog, je postavljen v nek zelo specifičen čas, ki je po eni strani tudi ena najtežjih travm evropske zgodovine. Sploh, torej leto 1932 je čas, ko je Hitler izvoljen, nacistična stranka v Nemčiji dobila večino in naslednje leto prevzame kanclerstvo. Razvoj dogodkov gre v smeri zaostrovanja vprašanja svobode. Ta eksistencialistični krog si seveda svobodo vzame kot nek svoj izhodiščni pojem in na koncu, ko se vojna konča, se postavi vprašanje, kako je mogoče, da je bila ideja svobode, ki izhaja iz evropskega razsvetljenstva, tako spodletela v tako grobi in tako barbarski obliki. To je vprašanje, ki si ga zastavi še en drug krog na nekem drugem mestu med nemškimi filozofi. To so predstavniki kritične teorije družbe in zanimive so paralele, sploh ko govorimo o Simone de Beauvoir, kako postaviti vprašanje svobode na neko novo izhodišče, predvsem pa skozi specifično kritiko tega časa in te izkušnje. Namreč že sam koncept razsvetljenstva je postavil kot problem udejanjenja svobode in s tem dejansko spregledal polovico človeštva, to so ženske. Že leta 1991 je po deklaraciji o pravicah človeka in državljana, ki je šla 1789, izdala žensko verzijo Olympe de Gouges v popolni simetrični obliki in ta deklaracija je seveda dokaz, da ta ideja razsvetljenstva ni bila mišljena kot popolna simetrija. Že takrat so bili odpori, ki so se potem kulminirali v obdobju jakobinske diktature. Olympe de Gouges je bila obsojena na giljotino zaradi svojih svežirodisti. Ampak to vprašanje se na nek način ponikne. Prvič ga pa res dejansko zaznamo, ko Simone de Beauvoir postavi to vprašanje v knjigi Drugi spol. Seveda z nekoliko zamika, ker če dam Drugi spol, mogoče, to delo pač je letos staro že 70 let, pa bi mogoče na tem mestu imela še eno drugo delo, filozofsko, ki ne prihaja iz kroga eksistencialistov, je delo dveh predstavnikov kritične teorije družbe, to je delo dialektika razsvetljenstva. In to delo si radikalno zastavi vprašanje, zakaj se lahko nekaj tako pozitivnega, kot je bila ideja razsvetljenstva, sprevrglo v takšno barbarstvo, kot smo mu bili priča, oziroma kot so mu bili ti filozofi priča. Adorno se je sicer umaknil v ZDA, bil je žid in v Nemčiji praktično ni mogel nadaljevati nobene normalne, niti ne akademske kariere, kaj še nekaj drugega. No in to je tisto vprašanje, ki po mojem mnenju ima paralele tudi v knjigi Drugi spol, mogoče ne tako eksplicitno, pa vendar odstira mehanizem obvladovanja, ki preko konstituiranja neke mitologije deluje s prehodom od mita v bolj radikalno obliko v razsvetljenstvo. In Simone de Beauvoir izpostavi v, mislim, da je 3. poglavje prvega zvezka z naslovom Miti, ravno tisto, kar določa status ženske. To je cela mitologija, ki je dejansko konstrukt namenjen učinkovitejšim mehanizmom obvladovanja. In če je dialektika razsvetljenstva
kot predmet inštrumentalnega uma izpostavila naravo, je drugi spol, Simone de Beauvoir izpostavlja ravno to pozicijo ženske, ki je na ravni mitologije najbolj prepletena z mitom in praktično ni kultura ali civilizacija, ki ne bi žensko kot recimo mater navezovala na neke mitske mehanizme. V bistvu v obeh primerih najdemo te inštrumente gospodstva oziroma obvladovanja in tisto, kar je pozicija feminizma, kar lahko izpeljemo skozi nadaljevanje, je ravno razbijanje teh trdno zasidranih kategorij identitet, ker že v samem uvodu v drugi spol Simone de Beauvoir problematizira ravno to kategorijo spolne identitete kot ženske identitete, ki v nobenem od treh ključnih pogledov, biološki, historično-materialistični, tudi psihoanalitski, na tisti ravni, kot je pač takrat to reflektirala Simone de Beauvoir, ne da svojega odgovora. V bistvu pa omenjena je bila potem tudi knjiga Starost, naslednje leto bo 50 let, kar je izšla. V bistvu starost na podoben način, kot postavlja civilizacija ženske na pozicijo drugega, razume starostnike kot nekaj, kar je na tej isti poziciji obrobja same družbe in ta inštrumentalizacija uma, kot jo je Adorno razvil skozi kritiko časa, kritiko kulminacije tega barbarstva, je ravno ta isti mehanizem, ki starostnike postavlja kot nekaj nevidnega, ravno zato, ker postajajo disfunkcionalni v smislu kapitala, v smislu koristnosti, v smislu konec koncev tudi, če danes gledamo na to, nekega potrošnika. In te stvari se mi zdijo na nek način pomembne, kljub temu lahko rečemo, da je večji del levice izvenel kot neka vrsta utopičnih poskusov, medtem ko drugi spol, tudi če Sartra povezujemo z levico in del tega kroga eksistencialistov, seveda Simone de Beauvoir lahko pelje, torej pri njej lahko peljemo to idejo v današnji čas, pa se mogoče še kasneje navežem malo bolj natančno na to vprašanje. Hvala. Profesor Sapi, vi še kaj dodali? Ja, najlepša hvala za besedo. Najprej bi se najlepše zahvalila gospe Maji Avsenik, da je prvič prišla s pobudo, da spregovorimo o tej, mislim, da zelo zanimivi knjigi, tako z vidika biografije, kot z vidika analize medsebojnih odnosov te generacije filozofov in filozofin, pisateljic in pisateljev. In hkrati se mi zdi to pravzaprav zelo pogumno, da smo lahko ob tej knjigi, ki prvenstveno govori o neki generaciji vendarle filozofov, tudi prevod je malo v moško smer, naslov je V kavarni eksistencialistov, ni eksistencialistična, ker je originalno v angleščini, umestimo v kontekst vprašanja spola in spolne razlike kot temeljnega filozofskega vprašanja. Kot nekaj, kar v prevladujoči uradni filozofiji ne more nastopiti kot filozofski problem. Mislim, da drugi spol Simone de Beauvoir je
eden najboljših primerov za zanikanje tega a priorističnega odnosa do problema, za katerega mislim, da je, če ne že glavni, pa vsaj en glavnih problemov naše dobe, ki je problem spola, spolne razlike in seksualnosti. Zdaj sem pravzaprav začela na koncu aktualnost Simone de Beauvoir, začeti pa seveda morala z vprašanjem, kako doseči, da bi se razprave o delu Simone de Beauvoir nadaljevale v več smereh oziroma na več področjih, na katerih je ustvarjala, se pravi na eni strani, kot je bilo že poudarjeno, literarno ustvarjanje, na drugi strani filozofsko ustvarjanje in kot nekaj s tem povezanega, ampak vendarle ne prevladujočega, v tem smislu, da bi namesto njene filozofije postavljali ves čas v ospredje in se ukvarjali samo s tem, se pravi njena feministična angažiranost. To je zelo zapleten problem, odnos drugega spola do ženskega gibanja, do feminizma, zelo problematičnega odnosa marsikaterega ženskega ali feminističnega gibanja do Simone de Beauvoir. Mislim, da je Annette Fock v času, ko je Simone de Beauvoir umrla, ona je bila takrat voditeljica skupine Psike-Po, psihoanaliza in politika, rekla, krasno, nekaj takega, približno bom citirala, po spominu, vendarle je pa zdaj ta psica je pa vendarle umrla, nekaj tako zelo drastičnega. To je eno od področij, s katerim bi se bilo vredno ukvarjati. Zakaj se v feminizmu, ki ga imamo vsi radi in ki ga vsi zastopamo in se za njim borimo in tako naprej, vedno znova pojavljajo zelo hudi udarci nekim osnovnim možnostim odpiranja mišljenja, teoretske razprave, filozofskega fundiranja mišljenja. To je nekaj, s čim se jaz ta hip pri nas ukvarjam. Da se mainstream feministične misli postavlja po robu tako v filozofiji kot v psihoanalizi, ki je izredno pomembna tako za Simone de Beauvoir, kot za odpiranje mainstream filozofije v neko drugo miselno polje ali podobo mišljenja ali ravnino imanence. Da tako strokovno poskušamo se skupaj obrniti v delezijanske vode. Zdaj, tu jaz vas opozarjam, obstaja zelo velika nevarnost, ko jaz nekaj začnem govoriti, je toliko teh tem in toliko časa se s tem ukvarjam, da pravzaprav moram predvsem povedati naslednje. Se bom omejila na tisto, kar se mi zdi morda eno najbolj eklatantnih problemov. Namreč, zakaj? Zakaj Simone de Beauvoir ne more dobiti mesta, ki ji pripada v sodobni filozofiji? Zakaj, mislim, da je že bilo omenjeno, mislim, Boris, da si ti omenil, da se Sartre omenja, Simone de Beauvoir se pa izpušča v nekem kontekstu, če se ne motim. Pa ne gre samo za posamezne, kaj naj temu rečem, spreglede. Gre za eno, po moje, najbolj eklatantnih, očitnih, vse prevladujočih značilnosti pisanja o sodobni filozofiji in o zgodovini filozofije in vsem, kar je s tem povezano. Vzamem v roke knjigo Alaina Badiouja, en vodilnih, zelo vplivnih, popularnih filozofov našega časa, napiše posebno poglavje o sodobni filozofiji v Franciji, ma vse druge omeni. Ne vem, koliko imen, niti v neki opombici, kot je bilo že rečeno, niti s prstom ne more nakazati, niti namigniti ne more, na to, da je med temi filozofi in filozofinjami
oziroma filozofi, vendar je tudi ena filozofinja. Ne? Mogoče lahko, da skrajšam vse te dolge zgodbe, bom povedala pa eno anekdoto. Ne? Ko sem govorila o tem na eni londonskih univerz, kjer ni samo analitična filozofija, tudi kontinentalna filozofija, vejo, kaj je to, ne? Sodobna filozofija v Franciji in tako naprej. Ne? Kako Badiou, ne nazadnje tudi Žižek, ne zmore niti omeniti, oziroma nikakor zastaviti tistega, s čemu se ukvarja Simone de Beauvoir kot filozofski problem, ali pa vsaj zamahniti z roko, ne? Ali pa recimo vsaj z nogo, ne vem s čem, no, skratka, vsaj omeniti, ne, kakorkoli, ne. Brcen. In jaz to potem razlagam in pokažem, kako Simone de Beauvoir pripada točno tako mesto, tam in tam, kako je pisala o Lévi-Strausu, o Lacanu, kako je del tako fenomenologije kot strukturalizma, kako je njena glavna teoretska referenca ozadje, skupno branje Marxa in Freuda, kar je povezano z levico tistega časa in tako naprej. Ne, vse je bilo tiho. Potem pa po predavanju pride k meni Peter Holwart, ki je bil tam med poslušalci, ki je en glavnih strokovnjakov za Alaina Badiouja, tako je bilo knjiga napisal in res velja za priznanega strokovnjaka, to pravi meni on privatno, po predavanju, pravi privatno, veste, se meni je pa Alain Badiou rekel, da se on pa zelo veliko naučil od Simone de Beauvoir. In to je stanje, mislim, da vse okoli in tudi pri nas. In to je tisto, kar pravzaprav mene vedno znova čudi, moram reči. In meni je to tudi en od razlogov, da se že večkrat in bom nadaljevanju še nadaljevala, poskušala z organiziranjem tudi tovrstnih srečanj in različnih simpozijev in ne vem česa še vse, samo pokazati, da je to nekaj, kar je treba začeti brati. In da je to nekaj, kar je treba dopustiti v neko, zdaj že mainstream filozofsko tradicijo. In zakaj je tako? Jaz mislim, da razlogov je več. Eden, zelo banalen, ne vem, kako pomemben, vsekakor pa prisoten, je dejstvo, da je to žensko ime in da je avtorica ženskega spola. Jaz, na žalost, ne moram narediti tega eksperimenta, da bi te tekste objavljali pod nekim moškim pseudonimom, kar se je v zgodovini dogajalo, od George Eliot v literaturi do George Sand, ne nazadnje, če govorimo o francoskem prostoru časa, v katerem je recimo Sartre pisal v Foucault in tako naprej. Ne. To je zagotovo en del. Drugi del pa mislim, da kaže na to, da je za samo idejo filozofije in idejo zgodovine filozofije in idejo tega, kaj so temeljni teksti filozofije in kaj je tako imenovani kanon, nekaj, verjetno nekaj hudo narobe. Verjetno je tu nekaj hudo narobe. Da lahko samo pripomnim. Ja, v umetniškem svetu se zadnje 2 leti dogaja, pa mislim, da je bilo malo po mitu, ampak nekako je bilo sočasno. Jaz zdaj berem o ženskih umetnicah najmanj 2 na teden, najmanj 2 imeni na teden zvem, za kateri nisem nikoli slišala, pa malo spremljam. Zdaj so razstave, samo eden je zdaj, en galerist je rekel, da bo odkupoval v ZDA, odkupoval in razstavljal drugo leto samo ženske. Torej ta Amerika je kljub vsemu pionirska in recimo, zakaj se ta, recimo, esprit ne preseli med filozofe, ker se filozofinje nimate mi tu, ne? Recimo nekaj tazga, treba je zarobantati. In recimo to se je preselil iz drugih sektorjev življenja, iz Hollywooda se je preselil v umetnost in je virus. In recimo zdaj tega galerista ali direktorja
zdaj je vojna, ki ga napadajo, kako si to upa reči, in da bo to delal in on ustraja, to sem se odločil in to bom delal celo leto, drugo leto. In je napadanje, ker je tako deklarativno naredil to pozitivno diskriminacijo. Potem so zgodovinske razstave umetnic iz srednjega veka pod moškimi imeni. Ljudje delajo zdaj na tem, da zvlečejo ven iz depojev, prikrite pod drugimi imeni, bla, 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 velike razstave, tudi v Evropi, Anglija in tako naprej. Tako da jaz mislim, zakaj se to ne zgodi, ker bi ti hvatila, da se bi zgodil. Ker bi bilo logično, da se zgodi, ne? Ja, ampak očitno ste tako insulirani, vi ste kapsula, ki vas nič ne zanima, kaj se dogaja tukaj na avtobusni postaji, recimo kot da se vas ne dotakne to pljuskanje, ker se dogajajo stvari de facto zelo hitro in tudi se širijo zaradi medijev in tako naprej. In tudi zaradi kakšnih škandalov, ki se dogajajo, ampak to so domine, to recimo, tako da to bi bilo za preštudirati, zakaj se to ne zgodi pri vas, med filozofi. Mogoče dodam tole, z profesorjem Borisom Novakom sva študirala skupaj filozofijo, jaz v drugi kombinaciji, ampak ko sem razmišljala o tem, zakaj moji, kaj ne temu rečem, kolegi, ki so filozofi, tako filozofi, v bistvu nekako ne morejo, ali pa ne želijo, ali pa ne pridejo do tega, recimo, da bi tu odprli neko polje. On stran tega, da bi Simone de Beauvoir zvajali na problem feminizma ali politične filozofije, ali nekega gibanja. Sem razmišljala tudi o tem, da verjetno potrebuješ neko drugačno izobrazbo, nek občutek za to prehajanje meje med filozofijo in literaturo in pesništvom in gledališkimi kritikami in tako naprej. In da bi morda v nadaljevanju morali več pregovoriti o tem, da je v eksistencialistični pivarni in jaz mislim, da tudi v velikem delu strukturalizma in poststrukturalizma ravno to v ospredju, brisanje meje, teh tradicionalnih ostrih meja med filozofijo in literaturo in umetnostjo na eni strani in drugi strani s vsakdanjim življenjem. Povezano je z nekimi drugačnimi življenjskimi stili, načinom življenja. To ne bi ta kavarna, pa ti marelični koktajli, po mojem, postavljajo v spredje. Ampak je pa spet zanimivo, če poskušam samo še en stav dodati, k temu, kar je profesorica Dubra Stamboljac tu izpostavila, da tudi v tistih krogih, tudi pri nas in na tej londonski fakulteti in še kje, kjer se predava Sartre, pa seveda Heideggera, pa tako naprej, kjer se govori o vsem tem, vendarle ravno ta osnovni moment odpiranja filozofije v vsakdanje življenje, v nove življenjske stile, v vprašanje, zakaj pa ne nekih drugačnih načinov seksualnega življenja, seksualne orientacije in tako naprej, da to pri tem, ko prenesemo neko tako filozofijo, videti je iz kavarne v akademijo, na univerzo, se ravno ta integralni del te kavarniške v dobrem pomenu filozofije zgubi. Ne vem. A lahko jaz sam to zmotam, upam, da ne bom zdaj prekinil vaše navezave na to, ampak zdi se mi ena povezava, glede na naslov, mimo tega prostora v srečevanju in to. Bi kar prebral citat na strani 207. Drugače povedano, ženske precejšen del svojega življenja preživijo v slabi veri, kot bi temu rekel Sartre, saj se pretvarjajo, da so objekt. Pri tem ravnajo tako kot natakar, ki se gibko suče po kavarni, ko igra vlogo natakarja. Poistovetijo se svojo imanentno vlogo, ne svojo transcendentalno zavestjo v sebi kot bitju, ki je svobodno in zase.
Natakar to počenja na svojem delovnem mestu, ženske to počnejo v večji meri in ves dan. To je naporno, saj se njihova subjektiviteta ves čas prizadeva za to, kar je lastno po naravi, da bi se uveljavila kot središče vesolja. Vsaki ženski poteka boj in Bovarjeva je prav zato menila, da je vprašanje, kako biti ženska, eksistencialistično vprašanje par excellence, se pravi natakar v kavarni eksistencialista. Lahko malo vode. Torej jaz Sorry, no. Jaz bi glede Alena Badiouja rekel preprosto, če on ni sposoben priznati Simone de Beauvoir njene velikanske vloge, tant pis pour Alain Badiou. Mislim, tem slabše za Alena Badiouja. Preprosto to pomeni, da in seveda To je zarota, to je zarota, čisto enostavno. Zarota. Kako? Ja, to je zarota, jaz mislim. To je boj. Spontana ali To namerna? je, ko bi rekel, Kulturološko. vprašanje je, moram reči, obenem, da je ona večja od univerzitetnih akademskih formacij filozofije. Njena zasluga je epohalna. Se pravi, da kaj misli Alain Badiou o Simone de Beauvoir, je na koncu koncev ni preveč relevantno. Zdaj, tisto, kar seveda je tukaj zanimivo, bi bilo primerjati recimo tole krasno knjigo Alena Badiouja o ljubezni in recimo to, kar ima o ljubezni povedati Simone de Beauvoir. Tukaj moram reči, da ta knjiga ni dobra. Zaradi tega, ker v bistvu jo poskuša na nek način deseksualizirati in v bistvu jo prikazati kot popolnega, zgolj neko duhovno, intelektualno bitje. Tako da ni naključje, da ta knjiga opravi z največjo ljubeznijo Simone de Beauvoir, in to je bil ameriški pisatelj Nelson Algren, v bistvu v parih stavkih. To je seveda ljubezen, ki nam je znana pravzaprav žal samo na podlagi pisem Simone de Beauvoir, ki so objavljena in ki kažejo, da je šlo za zelo strastno razmerje, tudi seksualno, in seveda zelo intenzivno intelektualno razmerje. To je njena pohčerjenka potem objavila, žal pa sorodniki Nelsona Algrena niso dovolili objavo njegovih pisem. Pomembnost te zveze se kaže na podlagi dejstva, da se je dala Simone de Beauvoir pokopati z njegovim prstom. Se pravi, da tukaj imamo podobo, ki je popolnoma drugačna zaradi tega, ker je namreč ne samo feminizem, ampak tudi levičarstvo v svoji tradicionalni podobi, recimo v prvi polovici 20. stoletja, je trdilo, da je prstan znamenje suženstva. Če je Simone de Beauvoir to naredila, je to pomenilo, da je to izjemno pomembno. Pokopana je pa nota bene v istem grobu kot sad. Se pravi, tukaj imamo opravljeno eno zelo toplo zvezo, lahko se seveda sprašujemo, zakaj recimo ona dva nista ostala skupaj. Ena izmed možnih razlag je, da bi to zanjo pomenilo, da bi morala zapustiti točno te kavarne, ki so bile takrat središče sveta. Kakorkoli že, ona je to očitno doživljala kot tragedijo in je to seveda obžalovala do pravzaprav konca življenja. In tukaj se pravzaprav tudi v teh pismih se ona kaže kot na neverjetno topla oseba.
Kar ona tudi pri svojih javnih nastopih in seveda delovanju zelo pogosto ni bila. Jaz pač vem od recimo feminističnih aktivistk, ki so z njo prihajali v stik, kako je ona funkcionirala. Ona je bila najprej, da ne bo nobenega nesporazuma, izjemno elegantna. V bistvu absolutno drugačna, kot je podoba ženske, kakršno je uveljavil poznejši ameriški feminizem. In v bistvu zelo pogosto je bila oblečena pravzaprav kot kakšna osa, takimi barvami. Ne? In zelo pogosto je nosila turban, kar je najbrž tudi posledica tega, da je toliko delala, da ni imela časa, da bi si oprala lase. Zelo preprosto. Taka je bila interpretacija, recimo, pač tega gospa, ki so mi to pripovedali. Obenem pa recimo je vsaki mladi ženski vprašala, imate otroke. Če slišala, da ima otroke, rekla, kaperdu, izgubljen primer. Zaradi tega, ker se je bala, da bojo ženske, ki imajo otroke, pravzaprav zasužnjene z družinskimi obveznostmi in da ne bojo mogle razviti svojih potencialov. Skratka, gre za zelo kompleksno osebnost, ne, ki je pa imela med drugim v sebi tudi eno veliko strast, bila briljantna, bila je na nek svoj način lepa, fascinantna. Pred kratkim lani sem slišal eno nenavadno anekdoto o enem od njenih Insartovih obiskov na Bohinju. In to je pa, vir tega je bila pa najprej, to je pustila neke spomine v tej zvezi pisne Mira Stupica. Mira Stupica je bila velika srpska in jugoslovanska igralka, poročena z Bojanom Stupico, slovenskim režiserjem, ki je bil potem dolgo časa v Beogradu direktor, tudi ustanovitelj znamenitega Jugodrpa, kar je okrajšava za jugoslovansko dramsko pozorište. Na Terazijah, Jugodrpa. In v bistvu ona dva sta bila v tem krogu recimo Raslovega sodišča, kamor je sodil Sartre, seveda Bertrand Russell, kot ustanovitelj tega sodišča. In Dedijer je bil, Vladimir Dedijer, zgodovinar, je bil zelo pomemben član tega in kot tajnik je bil to tudi naš kolega Rudi Rizman. Tako da bi bilo treba Rizmana recimo vprašati, da naj te spomine obudi. In na ta način v bistvu sta Sartre in Simone de Beauvoir prihajala na Bohinj. In Mira Stupica piše o tem, da sta izrazila željo, da bi videla belega hudiča na Bohinjskem jezeru. In hvala dva nista vedela, da je Stupico, kaj je to beli hudiči? In v bistvu, če boste šli v tisto lepo cerkvico, takoj, ko se pride na Bohinjsko jezero, čez most je cerkev Svetega Krištofa in tam dejansko je hudič naslikan z belo barvo. Skratka, to je Simone de Beauvoir vedel, kar je seveda fascinantno. Tega živ krst pri nas ni vedel, ona je pa vedela. Kar je seveda neko znamenje neke njene neverjetne lucidnosti, radovednosti. To so seveda neke fascinantne, drobne anekdote, ki pa seveda govorijo o nekem intelektualnem profilu.
značaje. Zelo zanimivo, lahko samo nekaj dodam. Mislim, mi ni to, da je bila oblečena kot osa, perfektno, se to mislim, že ni turbani, ampak ravno s tem zvezi, ne, druga feministka, se pravi nekoliko mlajša, ampak vsem, Françoise Giroud, je rekla, ja, Simone de Beauvoir je pa imela izjemno slab okus, ne, tudi, ja, to je prav zanimivo, nobenega smisla ni imela za modo, je rekla, ker Giroudova je bila tudi na drug način izjemno, tudi elegantna, ne, na osnovi, to je zanimivo. Druga stvar, ki bi pa hotela tukaj dodati, ona je imela tudi eno veliko ljubezen, se pravi tretjo, ali pa to je bila druga, s katero je tudi edino živela, se pravi fizično, da sta skupaj stanovala, to je bil pa Claude Lanzmann. Claude Lanzmann je izjemna figura, seveda. Tudi, ampak ne, z njim je tudi res živela in ravno tako je s temi pismi ista stvar, ne, da njena posvojenka je hotela pisma nazaj, pa jih je pa on prodal eni ameriški univerzi. To je tik pred njim umrl, to je bilo pred 2 letoma, 3, mogoče največ, ne. Ampak ona dva sta res živela, ker to je tudi, jaz sem pa enkrat v Le Monde tako mečkano notiško našla, oziroma slučajno naletela, ne, ker je tajnica, ki je bila na tele, reviji, najprej Sartre, potem je bil pa Le Temps Moderne. Le Temps Moderne, ja, točno. Da je seveda povedala, da zagotovo trdi, ker je bila tudi do konca zelo stara gospa, da je edini, s katerim je res fizično živela, in to on v Zajcu v Patagoniji zelo lepo pripoveduje tudi, kako sta začela, ne, in potem tudi seveda vse do konca, ker pol on z eno grofico potem nadaljeval, ona je pa seveda se pustila, je pa bila zapuščena, ampak kakorkoli so ostali seveda v absolutnem prijateljstvu in tudi on je oba pokopal, ne, in Sartra in Simone de Beauvoir. To je zanimivo, ne, on je imel tisto nalogo, pač tudi, ker je njegova sestra, ne, seveda bila najprej z Deleuzem, ne, ker je grozen, bil tisto, mislim, v enem pasusu tudi pripoveduje Lanzmann, da je takrat seveda jasno je bilo konc, ker je Deleuze mu hotel povedati tam pri tistem mostu Birhakajn, da enostavno, da ti povej tvoje sestri, češ, da je konc. In to seveda mu nikoli ni oprostil Lanzmann, Deleuze, ne, in pa sta bila seveda jasno zelo na vzkrižju, ker je potem še enkrat nazaj šla na polje, pa tragično končala, še prej je pa tudi Sartrova ljubica bila, in so zelo lepe pogovore imeli, se pravi, ko je bil Sartre z Lanzmannovo sestro, Lanzmann je bil pa ne Sartrovo, ampak Simone de Beauvoir, avtonomno. Te da slikarka. Ja, tudi, pa igralka je bila, Lanzmannova sestra je bila predvsem igralka. A ja, ne govorimo o sestri Simone de Beauvoir. A je to pa ne, to pa drugo. No, mogoče zdaj za naše kolege samo to pojasniti. Claude Lanzmann je pomemben predvsem kot režiser enega zgodovinsko izjemno pomembnega dokumenta Shoah o holokaustu in on je tukaj leta in leta je delal na tem in to je res, če imate priložnost si to ogledati, je presodljivo in zelo pomembno. Meni se zdi, da je v bistvu knjiga je kot nek življenjepis, ampak kljub temu, da nastopajo v njej tako glavne kot stranske osebe, se mi zdi, da je predvsem življenjepis nekega življenja, neke nedoločenosti. Kar na eni strani se mi zdi, da govori o ljudeh, ki gorijo od želje po svobodi, oziroma predvsem po svobodi misli, po drugi strani pa ves čas govori tudi o ljudeh, ki so goreli kot polena. In to se mi zdi pa, da je za izpostaviti kljub učitkom, ki smo jih vsi že namenili tej knjigi, da je pa grozno, ker človek prebira in usporeja s tem, kar danes bere v časopisih.
mogoče želeli malo nadaljevati tukaj. Ne, mislil sem na holokaust, in predvsem to, da je na večjih mestih je napisan tudi to, kako so podcenjevali ideologije, a ne? Največji intelektualci, da je bila to največja napaka, ker so se jim tako glupi zdeli, vsi sufi. No, tukaj je recimo je omenjena rahlo neko stališče Simone de Beauvoir, konec 30-ih let, da samo da bo mir. Tisto, kar je treba povedati, je, da je pacifizem v 30-ih letih bil pravzaprav funkcioniral kot podpora nacizmu. In je Hitler organiziral pacifistična gibanja, zato da bi seveda na ta način blokiral organizacijo aktivnega odpora zoper nacizem in fašizem. Tako da recimo je treba te stvari zmeraj ocenjevati znotraj konkretnega zgodovinskega konteksta in takrat seveda pacifizem v 30-ih letih ni igral pozitivne vloge. Je bil pravzaprav neka vrsta kapitulantstva in odpiranja vrat nacističnim zavojevalcem. To je nekaj takega kot centralizem danes. Centralizem. Centralizem v smislu pač nekega domnevno-demokratičnega diskurza, kjer naj bi vsi povedali svoje kompletno enakovredna mnenja, ne, pa pač eno mnenje je, da je neka skupina ljudi čisto okej, če se lobija, ne, drugo enakovredno mnenje je pa, da to seveda ni okej, ne, pa naj bi imeli tukaj neko demokratično debato. Ja, to je, ko bi rekel, se je zmeraj tudi na koncu, ko so se začeli ti konflikti v Jugoslaviji, je bilo tudi nekaj tega, kar smo imenovali neka ekvidistanca, vsi imajo enako prav. Tako tisti, ki ima orožje, kot tisti, ki ga nima, ne, se pravi, oba sta enako kriva, se pravi, da je žrtev pravzaprav bolj kriv, ne, kot tisti, ki ima pravzaprav moč. To je. Kako potem... Ne, pač filozofija. Samo reči, zdaj se pravzaprav lotevamo problema odgovornosti filozofov in življenja v določenem času in določenih družbenih razmerah in vprašanja, o katerem pa je zelo zanimivo, zelo zaostrene v obliki napisal Foucault, Michel Foucault, ki je tudi omenjen v knjigi, v uvodu v ameriško izdajo, ameriški prevod, skratka angliški prevod knjige, ki je šla v Združenih državah, knjige Gilles Deleuze in Felixa Guattariya Anti-Oedip. In v tem uvodu Foucault piše, v tistem kontekstu, ki je meni potencijalno pri tem nekako pomemben in bi želela se tudi vrniti v ta kontekst, namreč z načinom, kako delaš, v filozofiji, kako se ukvarjaš filozofijo, kaj s tem prispevaš na eni strani k odpiranju tradicionalne filozofije in osvobajanju mišljenja, na drugi strani, kakšen domet ima to zunaj filozofskih krogov, tudi kavarniških krogov. Deloma smo se s tem začeli ukvarjati, ko smo govorili pač o političnem odmeljevanju oziroma o tem, ali se je kdo kdaj na začetku šele kasneje uprl pohodu totalitarizma. Zdaj je s tem povezano, ampak tisto, kar se mi zdi tu ključnega pomena, je problem, ki je po mojem izvedljiv na to, da rečemo, da so ti filozofi bolj filozofi levega spektra in oni drugi so bolj na desnici. Kako tisto, kar je Foucault izpostavil, res je zelo drastično. Rekel, mi se moramo spopasti, uporabil besedo fašizem, s fašizmom v sami teoriji. In zdaj samo obnavljam, ampak mislim, da Adriano Godej bi mi danes morali priti do te točke, s fašizmom, ki ga je on označil kot nekaj, na kar niti levičarska teorija in
filozofi, ki so domnevno na levici, niso imuni. In tisto, proti čemer je Foucault pisal, je pravzaprav to ozadje, povezovanje Marxa in Freuda, kot da smo pa zdaj tu a priori na strani levice in da je to nekaj, kar bo odpiralo prostor. In Foucault pravi ravno to, še posebej to domnevna levica v filozofiji je še posebej nevarna. Zdaj sem se spomnila na to navezavo, kako si začel izpeljevati, kaj je pacifizem v nekem širšem kontekstu. Vse to, o čemer se pogovarjamo v kontekstu širšega družbenega prostora in aktualne, naj temu rečem politike ali kaj, je Foucault s to gesto, s to zelo močno dikcijo prenesel na samo raven intelektualnega življenja. In zdaj seveda v tem kontekstu se vprašanje zastavlja, ali to, da ne predavaš na fakulteti, tako kot Sartre ni predaval, ali bil filozof na cesti, bil filozof in tako naprej, ali s tem že kaj storiš v tej smeri odpiranja prostora, ali pa morda kavarna ni tisto najbolj pravo mesto, neko drugo mesto, kamor se prestaviš, da lahko začneš razmišljati na drug način. Zdaj, levičarski odgovor bi bil, gremo v kavarno Rok, tam je neka alter scena ali pa na Metelkova ali kaj takega. Ja, Deleuze predvsem, ampak se mi zdi, da bi šel še kontra. Deleuze, na primer, v tem konkretnem primeru in članku Sartru prav ravno to, da je on privat mislec, zasebni, ki nikoli ni reprezentiral ničesar drugega kot svojega lastnega imena. In takrat si pa res na tnalu. Pač apropo temu, kar ste govorili glede Foucaulta, slogan Deleuze Bagatellija, predgovor, katerim je knjigo pisal, je bil, vsi mi si želimo biti fašisti. Zdaj poenostavljeno, pa ne bi se res spuščal zdaj v samo psihoanalizo, ampak je bila ideja ta, da je človeška želja v osnovi fašistična. In da je zato treba biti to pazljiv oziroma na to, kar ste vi govorili. Oziroma, natančneje, v kapitalizmu konstruirana kot fašistična. V kapitalizmu. V zvezi s tem, ker je bilo omenjeno, da je Sartre odklonil Nobelovo nagrado za književnost. To je bila seveda konsekventna gesta in izpeljava njegove kritike celotnega tega pogona mednarodne kulture in seveda tudi Nobelovih nagrad. Mogoče je k temu prispevalo tudi dejstvo, da je Camus dobil in sprejel Nobelovo nagrado in da je potem seveda Sartre čutil, da je odklonitev nagrade pravzaprav edino večje dejanje. To pa govorim v kontekstu zdaj Handkejevega sprejema Nobelove nagrade, ki jo je pred leti izrazito ironiziral, se ji posmehoval in na vprašanje novinarjev, zakaj jo pa zdaj sprejel, če pa takrat mislil, da je pred leti, da je farsa, je Handke odgovoril, da je on to mislil, da je farsa za bralce, ne pa za pisatelje. Tukaj seveda se vidi, da je Sartre neprimerno večja, bolj konsekventna figura, kot je seveda to Peter Handke. Ni zdaj kontekst za to, ampak da pravzaprav, če je imel tako stališče do Nobelove nagrade, bi seveda jo moral tudi jasno odkloniti. Tako da tukaj seveda je neka razlika med angažmaji Sartrovimi in Simone de Beauvoir na eni strani in seveda tem, kar je Handke uprizoril, in ne glede na to, da se mogoče tudi glede Sartrovega angažiranja za maoizem, jaz imam tukaj pač rezerve,
ampak seveda je bilo to je bilo na drugi ravni. Ne. Tisto, kar je recimo zdaj popolnoma literarno, zgodovinsko, zelo zanimivo, ne, je, kako so se recimo vloge zamenjale. Ne. Tukaj meni se, da niti enkrat ni omenjen Andrej Malraux, ki je bil velika figura, najprej kot pisatelj, potem kot letalec in seveda obenem kot levičar v 30 letih. On je bil pravzaprav poveljnik letalskih enot republikanske armade, mednarodnih brigad v španski državljanski vojni, denimo. In potem je seveda bil absolutno v oboroženem boju zoper Nemce. Na ta način je on seveda začel sodelovati z De Gaulom in je pravzaprav leta 1968, zgodaj jeseni, potem, ko je De Gaulle zginil po teh velikih študentskih nemirih, ki jih je Sartre seveda navdušeno podpiral in je veljal za enega izmed gurujev, v bistvu je De Gaulle zginil za nekaj dni in se je šele pred nekaj leti izkazalo, da je šel v Nemčijo k svojemu vojnemu kamaradu, generalu, ki je bil komandant francoskih tedaj še okupacijskih sil v Nemčiji, ga vprašati, ali bi v primeru resničnih bojev na ulicah lahko računal s francoskimi vojaki za intervencijo. Ta v bistvu njegov vojni tovariš je to odklonil in potem je pravzaprav De Gaulle skupaj z Malrauxem, ki je bil potem dolgoletni minister za kulturo, zelo plodovit, ogromno naredil, sta organizirala veliki marš poštenih meščanov, Francozov, po ulicah Pariza, ki je pravzaprav pomenil simbolni konec velikega upora iz maja tega istega 68. leta. In tukaj vidimo, kako so se pravzaprav vloge spremenile v bistvu enega velikega levičarja Malrauxa, ki je potem pravzaprav končal, ne bom rekel na nekih desničarskih, ampak na nekih le institucionalnih in konzervativnih stališčih, ne? In seveda po drugi strani Sartre, ki bil, moram ponoviti, med vojno neprimerno bolj previden, kot je bil recimo Malraux, ki je tvegal, in ki je potem seveda bil tukaj nenehno v nekih pravzaprav glavni inspirator mnogih kritičnih akcij študentskih ali pa drugih seveda skupin. To so seveda te zadeve, imajo svojo logiko, ki je zelo dinamična in jo je treba dejansko tudi razumeti zmeraj v nekem konkretnem zgodovinskem kontekstu, ki se spreminja. Vprašanje, kaj se iz tega zgodovinskega konteksta lahko naučimo, razmišljamo na tej osnovi v današnjem času in kako to nadaljevati. Jaz bi morda, če smem verjetno že bolj proti koncu, omenila, da ima knjiga veliko dobrih strani, da je treba v zvezi s Simon de Beauvoir in drugim spolom povedati, da glavne referenčne knjige v dobrem pomenu besede so upoštevane, navedene od Nancy Bauer, ki je napisala res eno knjigo o drugem spolu in postavila Simon de Beauvoir ravno z drugim spolom zelo, kaj bi temu rekla, v ospredje in je njeno gesto ponovnega utemeljevanja in iskanja novega izhodišča za samo filozofijo postavlja v primerjavo, v kontekst Descartesove nove utemeljitve filozofije, njegovega kogita in tako naprej. Potem je tu torej Moin, ki jo mislim, da
zelo primerno navaja, uporabila Margaret Simons in tako naprej. Tisto, kar pa manjka, ne, kar je zagotovo sestavni del Sartra in Beauvoir, je pa tako v samem besedilu, v sem te spregledala, kot v kazalu Fidel Castro, Che Guevara in tako naprej. Skupaj sta Sartre in Beauvoir potovala v Havano in imela sem priliko na enem od srečanj, ki jih organizira Simone de Beauvoir Society, govoriti z prevajalko in pisateljico iz starejše generacije, ki je bila z Sartrom in z Beauvoir v Havani na obisku, tedaj, kaj ne rečem, vladajoči levici. In je bilo izredno zanimivo pravzaprav. Treba je povedati, verjetno tudi to, da je bilo to neko obdobje, nimam dovolj pregleda na tem, kaj je kdo vedel, zakaj in kako, ampak vsekakor, ne glede na zgodovinska dejstva, je v obdobje nekega neverjetnega navdušenja in nekega verovanja v neko možnost osvobajanja in družbene spremembe največjega ranga. To je bilo zagotovo, ne? Če pustim potem ob strani te detajle, kako ste hotela potem sred noči zamenjati franke, skratka lokalni denar in potem Che Guevara nekaj iz žepa vzel ključe, pa so šli do najbližje banke, da tam potem zamenjali denar. So take, mislim, da dokaj verodostojne zgodbe. Hotela sem s tem mogoče samo še neko drugo stran te, kaj ne rečem, medalje dodati, da zagotovo je marsikdo, tako v filozofiji kot v družbenem življenju, storil marsikaj takega kot zdaj, za nazaj. Če razmišljamo o tem, morda ni bilo najbolj progresivno, ali pa bolj prispevalo k, ne vem, širjenju totalitarizma ali nekega fašistoidnega mišljenja, ampak niso pa tega delali v slabi veri, kot bi temu rekla. Ta Vespa, ki se, mislim, ne bo, v knjigi smo to prevajali kot izneverjenje, ta slaba vera. Skratka, je velik problem. Gre pa za vprašanje, pravzaprav drugače formuliran isti tip vprašanja, ki sem ga prej mogoče bolj, ne vem, bi rekla temu deridajevskem kontekstu, pa njegovega pisanja o Paulu de Manu, pa recimo Heideggeru in njegovega spogledovanja z Tretjim Reichom in tako naprej. To je res vprašanje odgovornosti filozofov. Upam, da se ne sliši preveč moralistično ali kaj takega. In to je sestavni del tega, kako pišeš, kaj delaš, kako deluješ v instituciji in zunaj nje. Mogoče za konec še to vprašanje, kaj je s tem bilo zgubljeno in kaj pridobljeno, da so bili v kavarni, pa recimo na Sorboni ali pa École Normale Supérieure ali pa Collège de France. Imamo kakšen odgovor na to? Ker frankfurtska šola, so ti kar del uradnih univerzitetnih institucij. Konec koncev Inštitut za družbena raziskovanja je pač uradni državni inštitut v Frankfurtu bil. Ta primerjava je zanimiva. Ta revolucionarni naboj je prišel potem do izraza še leta 1968, kot v zadnji revoluciji in tudi tam je imela kritična teorija družbe svoj domet in svoj del vpliva. Ti so si vsi prisvajali, Ja, zdaj, če to res bila zadnja revolucija, kar jih poznamo do tega trenutka, pa upam, da ni glede žensk prinesla samo tega, da so oblekle mini krila in vroče hlačke in sistem odkuple kontracepcijo, da je odprla še kakšno drugo vprašanje. Ker govorimo tudi o seksualni revoluciji v tem času, med drugim. Ampak gre pa za upor proti omejevanju svobode v takšnem ali drugačnem smislu. In to vprašanje svobode se vrti in ponavlja v nekih določenih prelomnih trenutkih.
glavno izhodišče pa vedno znova razsvetljenstvo, ki ga še do danes nismo realizirali. Mislim, da pač znotraj pa zunaj institucije, mislim, da predvsem vmes. No, meni se tudi zdi, da Gremo v kavarno? ja, kavarna je, seveda je prostor dialoga, ne. To je prostor omizij, ne. In to seveda sta oba, je seveda vsi sopotniki, sopotnice, mnogi zelo pomembni, tudi tuji umetniki, umetnice, recimo, to je bila mednarodna združba, ne. Ampak tisto, kar je bistveno, je v bistvu, da je šlo za dialog, ne. Ni šlo za monologe. Seveda je Sartre tukaj imel neko posebno vlogo, neke absolutne avtoritete. Podatki, ki jih jaz imam o njem, kako se je obnašal za mizo, niso zelo prijazni, moram reči. Je bil zelo neuljuden, da je zelo grdo jedel naprej, ne, mislim, skratka, pogosto živčen, aroganten in tako dalje, in tako dalje. Vsaka podobnost. Tukaj seveda se je Simone de Beauvoir obnašala, ona je bila seveda gospa, ne, mislim, absolutno z neko tudi zelo starodavno kulturo, ne, potem mislim, plemstvo, da ne bo plemstvo, ampak potem se je obnašala, mislim. Ona se je tako obnašala, kar je seveda Sartre delno seveda opustil. Seveda je to v bistvu ta elitna francoska plast, ki se je šolala na École Normale Supérieure in tako dalje, in tako dalje, ne. Ona ni imela dostopa, ne? Ne, ona ni imela, to je tista, kar je seveda bila absolutno kot pri Virginiji Woolf, ki ni imela dostopa do univerze. Tukaj se to tudi zgodilo, tako da to je absolutno velika, ampak Sartre recimo, ne. In seveda tisto, kar je Eva prej rekla, se mi zdi zelo pomembno, da pravzaprav je bila takrat živa še neka vera, ne? In jo je tudi Sartre v bistvu izžareval neko vero v možnost spremembe in seveda tudi Simone de Beauvoir. In to je tisto, kar nam danes zveni pravzaprav na nek način utopično. Izjemno lepo, ganljivo je to brati. Vendar seveda mi živimo v nekem razčaranem svetu, ker nimamo več teh žal iluzij, ne, upam, da bo kdaj to spet možno. In je to gotovo tudi, se strinjam, da je Simone de Beauvoir naredila neko zelo pomembno korekcijo razsvetljenskega projekta, vendar je seveda v tej veri v spremembo še zmeraj neka razsvetljenska logika in tudi boža. Lahko sam dodam, katera, mislim, površno sem brala Simone de Beauvoir, moram začeti, oziroma ponovno, ampak eno knjigo sem pa prebrala na mah, oziroma tudi, lahko rečemo, v eni noči. Une mort douce. Très douce. Très douce mogoče, celo, lahko. Ampak to je pa o materi, mislim, ki jo seveda ni imela prav rada, zato ker pač zaradi raznih, tudi teh njenih, se pravi, malomeščanskih korenin in vsega načina, ampak vse, mislim, to se mi zdi, je pa tako, ne, da tudi spada zraven, ne, drugemu spolu, kot en tak res human in zelo humanističen dodatek, ne. Moram reči, da imamo Pridelki že preveden nekaj časa, pa še nismo izdali njen spis z naslovom Faut-il brûler Sade? Ali je treba Sada sežgati? Upam, da bo še nekaj drugega. No, tudi Starost je prevedena, prvi del Starosti je tudi preveden.
v slovenščino in to vam zelo priporočam, ne, ravno zaradi te neverjetne humane topline, ki jo ona izžareva in seveda izjemnih lucidnih analiz. Ko je pisala o Sartru in njegovi smrti, pa ta humanost nič sem stopil v zadnje, ne. Kako je umiral, pa težave s telesom in izločanjem in tako naprej. V tistem se govori kot o nekem takem momentu. Ja. Zdaj, treba vse natančno pregledati, ampak mislim, da lahko zaključimo v tem smislu, da bi bilo potrebno veliko več vložiti v nadaljne prevajanje in izdajanje tako Simone de Beauvoir, kot Jeana Paula Sartra, kot Alberta Camusa, ki ga morda nismo dovolj v naši razpravi menjali in v širšem kontekstu morda tudi tistega, ki je tu na sliki, ne, na prvi strani, Martin Heidegger in njegov vpliv tako na eksistencialistično kavarno, kot na vse drugo. Ne vem, morda lahko samo še to omenim, da seveda so razni valovi in poskusi na področju filozofije vsake toliko časa nekoga prestaviti v nek drug miselni kontekst ali pa pokazati, kako je nekdo vplival, pravzaprav nekdo popolnoma drug, ne, na temeljnega avtora na področju filozofije, ki smo ga doslej obravnavali na tak in tak način. Nedavno sem srečala kolega iz Hrvaške, ki me je tako neuradno pripovedoval, kako če dobro pogledaš, je pa Deleuze Heidegger, ne, od začetka do konca, čisti Heidegger. In na drugi strani, ne, se bo verjetno to dogajalo v Sartru in z Simone de Beauvoir. Če sem pa že omenila, ne, to povezavo Sartra in Heideggera, morda lahko omenim, da je Sartre poslal knjigo Biti nič, Heideggeru naj jo prebere, ne? In Heidegger mu je pisal, ne? Potem poroča Karl Levit, njemu verjamemo, ne, da se kaj verodostojnega napisal, ne? Levit je rekel, jaz sem samo uvod prebral, to čisto za nič knjiga, ne bom jaz tega bral, ne. Potem, ko Sartre je pa pisal Heidegger, kako lepo knjigo ste napisali, prav v tej akademski maniri, ne, ko ste mi diskutiramo o tej knjigi, a ne. In tako naprej. Tisto, kar je pri tem zanimivo, ne gre za to, da bi neke osebne anekdote pripovedovali, ki niso povezane z mišljenjem, z osnovno miselno orientacijo in s tem poskusom osvobajanja mišljenja in življenja, ne. Kako pravzaprav misliti samo razmerje med filozofijo in življenjem, anekdoto iz življenja in aforizmom, če rečem z ničem, ko sem na tej eksistencialistični strani mišljenja. Tu je pa nekaj, kar bi morali verjetno v nadaljevanju postaviti z vso resnostjo, ker če ne nas bo pa toliko dogodkov po moje res prehitel, ne, ta pohod konzervativizma vse okoli, tako v politiki, kot očitno tudi v intelektualnem prostoru. In tu svojim ljubim gostom, ki so se tako prijazno odzvali na to povabilo, dala zadnjo besedo. Kako je že v tistih TV šovih groznih? Zdaj pa še zadnja beseda, v enem stavku. Filozofi morajo biti javni, no. Tukaj imamo primer, ne. Profesor Novaka, ne, to je zelo pomembno, blazno pomembno. Jaz sem najbolj javni filozofi, oprostite, v tem prostoru, dobesedno ravno tako kot Badiou ne morejo sploh videti, da je Simone de Beauvoir del tega prostora in miselnega osvobajanja, ne, koliko pa recimo dr. Slavoj Žižek me za napisati o Sartru, zelo zanimivo je, ne, in kako je tu, jaz tega ne razumem, no, ne vem, kako naj drugače rečem, ne. Pa to ni njegov, to ni Slavajo osebni problem, to je nekaj narobe samim načinom, kako a bi tega rekli, manjka dialoga v filozofiji, ki je njeno verjetno že kar čas končati. Ali
ali še kako drugače? Peli hudič v bohinjski cerkvi. Krasno. Najlepša hvala vsem profesij. Gospa vodja knjigarne pravi, da imam še manjšo pogostitev za vas.